Najmlajša temnopolta profesorica na univerzi v Cambridgeu je bila pred kratkim najdena mrtva. Zato pa krivim woke ideologije in medijske sile, ki so omogočile, da je do te zgodbe sploh prišlo. V redu, prejdimo v podrobnosti. Justin Jason R. Ardej, najmlajši temnopolti profesor na univerzi Cambridge, ki so ga pred kratkim obtožili plagiatorstva v njegovih akademskih delih, je bil najden mrtev. Njegova smrt je prišla potem, ko je univerza v Cambridgeu začela preiskavo njegovih preteklih trditev. Kdo je ta človek? Sem profesor sociologije izobraževanja na univerzi v Cambridgeu. Pred 3 leti je Jason R. Ardej postal najmlajši temnopolti profesor, ki je bil imenovan na univerzi v Cambridgeu, 800 let stari ustanovi. Še enkrat. Pogledaš ta video in prva stvar, ki jo opaziš, je, da ta moški ni tisto, kar so si ustanovitelji univerze v Cambridgeu, ljudje, ki so jo ustanovili, predstavljali. So kdajkoli predstavljali za svoje najboljše profesorje, kaj ne? Pravzaprav nima nobene zveze z njegovo barvo kože. Gre bolj za ličila in dolge lase. Zdaj pa kar O spravi. dosežku Ja, so mislim, ga da je kar intervjuvali zanimivo. na CBS News. Če sem popolnoma iskren in odkrit, ni veliko učiteljev v šoli verjelo vame. Zdaj je Jason R. Ardej padel v nemilost. Obtožen, da je plagiral nekaj svojih akademskih del in lagal o trditvah, da je v 6 dneh pretekel 600 milj, da bi zbiral denar za dobrodelne namene. To ni videti prav dobro. Ampak tukaj je stvar. Če boste nekoga zaposlili kot DEI kader, ga ne zaposlujete zaradi njegovih dejanskih sposobnosti, saj je lagal o kupu stvari, ne samo o svojem akademskem delu, očitno tudi o svojem življenjepisu in podobno. Če boste nekoga zaposlili samo zaradi njegovega videza, da bi svetu dokazali, da ste res zelo odprtega duha, se lahko izkaže, da ta oseba nima potrebne podpore, da bi dejansko bila univerzitetna profesorica. Mislim, to je šokantno. Ne, da bi danes potrebovali veliko, da postanete univerzitetna profesorica. Vse, kar morate storiti, je, da ste pripravljeni podrediti se covidu in da vas podkupita Rusija ali Kitajska ter vsiljevati nevarne liberalne ideologije svojim študentom. Ampak to je spet tema za drugič. On se v to kar dobro vklaplja, kaj ne? Škandal je tukaj v Združenem kraljestvu na naslovnicah časopisov. In nekdanji profesor sociologije izobraževanja je zdaj odstopil, v izjavi pa je dejal, da tega ne gre zamenjevati s prejemanjem trditev, ki so krožile o njem. Univerza v Cambridgeu pravi, da je začela preiskavo. Zdaj se pojavljajo vprašanja o Ardajevi avtobiografiji, ki naj bi bila objavljena ta mesec. Holly Williams, CBS News, London. V redu, torej, če še niste dojeli bistva, to je tip, ki se je z lažmi prebil na visoko mesto v DEI ali DIY, kakorkoli se že imenuje, na univerzi v Cambridgeu, ki je zelo prestižna ustanova. In razlog, da je sploh prišel tja, je bil ta, da so iskali nekoga, ki bi ustrezal določenim kriterijem. In ne zato, ker bi dejansko preverili, ali ima za to ustrezne kvalifikacije. In po naključju sem naletela na zelo zanimiv članek iz revije The Spectator, ki je vprašal, ali se bo BBC opravičil za svojo vlogo v zgodbi Jasona Ardaja. Ker je očitno ta moški umrl in umrl je zaradi pritiska javnosti. Torej je zelo verjetno, da si je vzel življenje. Če ponovno pogledate to, ta profesor z Cambridgea, poročila kažejo, da si je to najverjetneje povzročil sam, vendar še ni potrjeno. Njegova smrt velja za nepričakovano, vendar naj ne bi bila sumljiva, prav? Dobrodošli nazaj. Neverjetna zgodba z druge strani luže. Profesor z Cambridgea Jason R. Ardej, ki so ga kritiki opisali kot obraz DEI, je prejšnji teden odstopil zaradi obtožb o plagiatorstvu in neskladij v njegovi akademski evidenci. Obtožbe pravijo, da so bili deli njegove doktorske dizertacije plagirani. V njegovem življenjepisu so bile navedene funkcije, za katere univerze pravijo, da jih nikoli ni opravljal. Trdil je tudi, da je v 35 dneh pretekel 30 maratonov. Za dobrodelne namene je bilo zbranih več kot 5,5 milijona funtov. Mislim, če bi to pogledali in vam je kdo rekel, da je v 35 dneh pretekel 30 maratonov, če bi imeli vsaj malo zdrave pameti in ne bi iskali kandidata po merilih DEI, bi si mislili, da je s tem nekaj narobe. Zakaj ta članek sprašuje, ali se bo BBC opravičil za svojo vlogo v zgodbi o Jasonu Ardaju? Rada bi o tem govorila. Prav, poglejmo, kaj ima povedati Kelly J. Keane. Jason Ardaj je bil popoln moški, ki so ga linčali rasisti in ljudje, ki so resnično žalovali. Medtem ko, in prav, poglejte, to je tisto, kar je pri tem tako noro. Sem pod krinko na shodu v Londonu za pokojnega DEI akademskega prevaranta Jasona R. Ardaja. Tisoči so tukaj, da branijo DEI in laži Ardaja, ki si je vzel življenje potem, ko ga je novinar razkril kot prevaranta. Množica je vzklikala slogane v slogu BLM in dvigovala pesti, kar odraža, kako je tudi sam BLM pogosto povezan s prevarami, prevarantskimi zgodbami in lažmi. Mislim, kaj ne? Nekdo, ki vas v resnici sploh ne rabi za nič prositi.
Torej imate dobesedno moškega, prav? Ki je očitno temnopolt in ki je bil zaposlen zaradi DEI politike ter ki promovira celotno DEI zadevo in postane obraz DEI za Cambridge in za številne druge kraje po svetu. In potem ga nekdo nekaj obtoži in on tega niti ne zanika, samo reče nekaj v smislu: upam, da moja rasa in vse to ne bosta vplivala, veste, tisti citat, ki smo ga pravkar pokazali, se ne spomnim točno, kaj pravi. In potem se še sam zaplete. In potem imaš na tisoče ljudi, veliko belcev, ki pridejo na ulice in pravijo, da ga je ubil rasizem, ne pa dejstvo, da je bil to človek, ki je bil pripravljen lagati, da bi napredoval. In ko so ga ujeli, ni mogel prenesti posledic svojih dejanj, zato si je vzel življenje. To je zgodba. Zgodba o strahopecu, zgodba o človeku, ki v resnici ni bil pripravljen preteči 30 maratonov v 35 dneh, ali pa dejansko zbrati denar ali dobiti službo na univerzi. Namesto tega je o tem lagal, plagiral svojo doktorsko dizertacijo, prišel do uglednega položaja, pobral vse zasluge, vse, se proslavil s tem. Sem najmlajši, temnopolti, bla bla bla. Napisal je biografijo o sebi. In potem, ko ga ujamejo pri laži, se ubije, vzame si življenje. In potem pride na tisoče ljudi protestirati zaradi dejstva, da je bil strahopetec in prevarant. In mislim res, na tisoče ljudi. In zato bomo govorili o tem, ali se bo BBC kdaj opravičil nam. Ker gre za to, da je bilo medijsko poročanje o tem tipu tako nesorazmerno, kaj ne? Afera Jasona Ardaja je pravzaprav škandal sama po sebi. BBC je leta nekritično promovirala mit o Ardaju. Pred julijem 2026 je BBC objavil vsaj 11 radijskih oddaj. Skoraj 6 ur vsebin o Ardaju, 4 članke in 2 televizijska intervjuja, v katerih so poveličevali akademika in ponavljali njegove lažne trditve. Ko je prva zgodba o njegovem plagiatorstvu in lažeh prišla na dan, je BBC še bolj zagovarjal akademika. Prvi članek, za katerega bi rekla, da vsebuje pravo kritiko nekdanjega profesorja, je bil objavljen 6. avgusta. Dan potem, ko je odstopil. Več kot 2 tedna potem, ko je bila prvotno razkritje o Ardaju objavljena na Substacks in 6 let po prvem članku BBC-ja o pokojnem akademiku. V tem času novinarji po vsem svetu so objavljali razkritja, ki so podrobno opisovala dolgo zgodovino laži in pretiravanj Ardaja v publikacijah tako raznolikih, kot so Telegraph, Daily Mail, The Guardian in New York Times. Tedne je BBC vse to ignoriral, kaj ne? Torej je to zgodba, o kateri se veliko poroča. In vendar vam glavni britanski mediji ne povedo ničesar, ker se bojijo, da jih boste imeli za rasistične. Mislim, ta tip je dobesedno plagiral. Obstajajo dokazi. Lagal je in to tudi priznal. In BBC vam tega ne pove. In to odpira vprašanje, kaj vam BBC še ne pove, ljudje? Kaj še BBC laže in vztraja pri tem, ker jih to naredi neumne? In ne morem nehati misliti na J.K. Rowling in Crow, ki v bistvu pravi, da bolj kot je neka ideologija, ki je nekdo zavezan, neumna, bolj se zavejo, da če bi jo morali obsoditi, bi to dokazalo, kako neumni so. Zato še bolj vztrajajo pri njej. In to je neverjetno, res. Po smrti je korporacija še naprej poročala o tej zadevi na zelo zavajajoč način. V celotni sagi je BBC porabil več virov za napadanje razkrivalca Ardaj, nekdanjega akademika z Cambridgea Nathana Coffnessa, in sodeloval v pravem lovu na čarovnice proti njemu, ker si je drznil razkrit rasizem in tako dalje. In to je točno tista stvar, za katero res nimam potrpljenja. Poglejte, to je tragično. Vedno je tragično, ko si nekdo vzame življenje. Če tega nisem pokazala, da mislim, da je to tragično, je to zato, ker sem preveč osredotočena na to, kaj je narobe s to zgodbo. In kar je narobe s to zgodbo, je dejstvo, da so ljudje tako zelo osredotočeni na barvo kože ljudi in na to, da ljudi določene barve kože spravijo na položaje moči. Da bi lahko nekako dokazali, da rasizma ni. In ko se izkaže, da te ljudje tega niso zaslužili, ne glede na njihovo barvo, to prikrojijo. Svet tega dejansko ne more videti jasno in pride do točke, ko ljudje, kot je ta, potem dejansko naredijo samomor. In zame je to prava tragedija. Mediji pa o tem poročajo, lažejo in v resnici ne opravijo svojega dela. Če BBC in drugi medijski viri ne bi slavili tega moškega kot nekaj izjemnega, čeprav to sploh ni nič izjemnega, ne bi smelo biti novica, da si najmlajši temnopolti, ki so ga zaposlili. To preprosto ne bi smelo biti novica. Novica bi morala biti, če si najmlajši, ki so ga kdaj zaposlili, ker je to res pomembno. To kaže, da si inteligenten, ne pa barva tvoje kože. To je preprosto nepomembno. Nepomembno je in tako bi moralo tudi ostati. In neverjetno frustrirajoče je, da obstajajo mediji, ki so tako navdušeni, da lahko nekaj povedo o nekom, ki je temnopolt. Iskreno, to je samo po sebi tako rasistično. Kot da bi rekli, juhu, našli smo nekoga, ki ga lahko slavimo. Ljudje, dovolj je, res sem sita tega. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.